Najcenejše potovanje je, če ti ga kdo podari. In ker mama Evropa opaža, da se otroci obračajo stran od nje, ljubezen pa se da tudi podkupiti, se je odločila, da mladim in njihovim mentorjem, ki sodelujejo pri projektu eTwinning, podari potovanje oziroma posebno izmenjavo. Izkoristili so jo tudi dijaki srednje šole Domžale in z nami so Klara, Jan in Marija. Zdravo! Živijo. Vašo pot je metaforično spremljal zvok lokomotive in zvok ode radosti in zato bomo to izkoristili v temle našem loparčkanju. Ko slišimo zvok lokomotive, dvignemo loparček, ko slišimo zvok ode radosti rdečega, naša komisija bo spremljala, kdo prej dvigne loparček in tistemu podelila točko. Vse jasno? Ja. Mi pa lahko gremo z vprašanje naprej. Klara, kako ste se sploh odločili za vašo pot čez Nemčijo do Danske? V Nemčiji smo najprej obiskali naš partnerski razred, s katerim smo ustvarjali ta projekt, potem pa smo se odločili, da gremo naprej še na Dansko za zadnje 3 dni. Vaše potovanje, ko ste ga načrtovali, Marija, kako ste si odločili, kaj se boste ogledali in kaj boste mogoče izpustili? Malo smo nekako glasovali pri pouku in skupaj delali seznam, kaj bi obiskali, kakšne znamenite točke. Predvsem na Danskem, v Nemčiji smo preživeli manj cajta in smo sestavili seznam, kaj. Jan, potovali ste z vlakom in nazaj z letalom. Kakšno je bilo potovanje z vlakom? Kakšna izkušnja? Meni se je zdelo zelo fajn. Najprej smo videli veliko različnih nemških železnic, ki so veliko večje od slovenskih, in prav tako je bilo posebno, da je bil vlak na trajektu. Da ste potovali v bistvu po morju z vlakom. Tako je. Marija, to je bila zate eno tako prvo večje potovanje, ne? Kako je ta izkušnja vplivala na te? Všeč mi je bilo, zelo mi je bilo všeč in bi še ponovila. Še bi šla na Dansko, še bi šla povsod v Nemčijo. Spoznavali ste tudi šolski sistem. Klara, kako se razlikujejo, recimo, kako drugače je v Nemčiji kot pri nas? Ja, definitivno je v Nemčiji sam pouk modernejši. Naprimer, dijaki svoje zapiske delajo na računalnikih in pa klopi so postavljene v obliki črke U, tako da dijaki še zmeraj med seboj ohranjajo komunikacijo. Zdaj, vi ste potovali skupaj z učitelji, ne? Ampak vseeno potovanja so ponovadi tudi malo žur. Jan, a je bilo kaj žura? Ja, je bilo, ja. Enkrat smo žurirali v Roskilde in smo se imeli zelo fajn. Učitelji so stran pogledali, ali sploh ni bilo tam? Jih sploh niso vedeli za to. Aha, tako da bojo zdaj le zvedeli. Ja, zdaj so. Kako pa vas je to potovanje pripravilo na druga potovanja, Marija? Verjetno bomo še kdaj si upali iti kam drugam, ker smo ugotovili, da se da veliko stvari zmeniti, veliko stvari dogovoriti in se da dokaj poceni priti okoli. A ste se tudi kaj povezali znotraj Evrope, kar je bil nekak cilj tega projekta? Ja, smo se. V bistvu smo tudi nekateri izmed nas ohranjali kontakte z temi partnerskim razredom iz Nemčije, nekateri pa tudi iz Danske. In zdaj je čas, da pogledamo, kako nam je šlo. Neodločeno, odlično, si loparčke na kup. Srečno pri maturi. Hvala. In na vseh stran poteh. Mimogrede, letos Evropska komisija 30 000 mladim, ki bodo dopolnili 18 let, podarja vozovnico za vlak po Evropi. Kako jo dobite, boste izvedeli tudi na našem Facebooku, na družbenih omrežjih pa se tudi sicer družimo čez poletje, do jeseni, ko si spet rečemo zdravo banda z televizijskega zaslona. Adijo banda, pa pošljite nam kakšno fotko s potovanj. Če vam je bilo všeč, itak da vam je bilo, potem lajkite, pa šerajte, ker če deliš, dobiš.